Gaj Julij Cezar je eden največjih generalov v zgodovini. Človek, ki ni zmagoval samo bitk, on je zmagoval cele kampanje, cele sisteme. Njegovi pohodi so dokončno zlomili galsko samostojnost in odprli pot rimski prevladi v zahodnji Evropi. In če obstaja ena bitka, ki najbolj pokaže njegovo vojaško genialnost, je to bitka za Alezijo. Bilo je leta 52 pred Kristusom. Galija je že več let v vojni z Rimom. Cezar je kot prokonzul vodil več legij in postopoma podrejal eno pleme za drugim. Toda potem se pojavi Vercingetorix, voditelj plemena Arvenov, karizmatičen, odločen in sposoben možakar. Prvič po dolgem času se galska plemena resno združijo proti Rimu. Vercingetorix se zateče v utrjeno naselje Opidium Alezijo. To ni navadna vas, leži na visokem griču, obdana pa z naravnimi ovirami in rekami. Idealna obrambna pozicija. V utrdbi je približno 80.000 vojakov, skupaj s civilnim prebivalstvom. Če bi Rimljani napadli neposredno, bi bile izgube nenormalno ogromne. Cezar pa ne napade. On se odloči za obleganje. Okoli Alezije začne graditi obroč utrdb, tako imenovano cirkumvalacijo. To dobesedno pomeni zid, jarki, stolpi, palasade, vse okoli mesta. Skupno je bil približno dolg 16 km dolg obrambni sistem. 2 globoka jarka, eden celo napolnjen z vodo. Za njim pa 3,5 metra visok nasip, stolpi vsakih nekaj 10 metrov. Pred obzidjem vrste pasti, koničasti koli, skriti jarki, cipi, luknje z zaostrenimi koli, prekrite z vejami, prava antična verzija minskega polja. Ideja je bila preprosta. Idejmo izstradati Galce. Toda Vercingetorix ni bil neumen. On je poslal svojo konjenico iz mesta, da pokliče okrepitve. In kmalu pride novica. Proti Aleziji se premika ogromna galska vojska. Ocene se razlikujejo, a antični viri govorijo od 120 do 250 tisoč mož. Zdaj pa je situacija obratna. Cezar oblega mesto, a kmalu bo oblegan tudi on. In tle se naredi to. Vsak povprečen človek bi se tlele umaknil, šel domov po 2-3 legije, se vrnil nazaj in se stavkal. Ampak ne. Cezar naredi čist nekaj nepričakovanega. Namesto da bi se možakar umaknil, on pokaže svojo hladnokrvnost in ukaže gradnjo drugega obrambnega obroča, zunanjega, tako imenovano kontravalacija. Rimljani zdaj stojijo med dvema sovražnikoma, 80.000 galcev v utrdbi in ogromno vojsko zunaj. To pomeni dvojno obrambo, navznotraj proti mestu in navzven proti okrepitvam. Rimski vojaki so zdaj oblegovalci, ki so hkrati oblegani. V Aleziji začne primanjkovati hrane, Vercingetorix racionalizira zaloge. Civiliste, stare, bolne, ženske in otroke pošlje iz mesta, da bi prihranil hrano za vojake. Upajo, da jih bo Cezar sprejel kot ujetnike, toda Cezar jih ne spusti skozi linije. Ostanejo med obema vojskama. Brutalna realnost antične vojne. Ko prispe galska okrepitev, se začne pravi spopad. Napadi prihajajo iz obeh strani, hkrati od zunaj in od znotraj. Rimljani morajo braniti več kilometrov dolge utrdbe. Najnevarnejši napad se zgodi na severni strani, kjer teren ni dopuščal popolne utrditve. Galski poveljnik, sorodnik Vercingetorixa, zbere okoli 60.000 mož in udari na to šibko točko. Istočasno Vercingetorix sproži napad iz mesta. Rimljani so pod ogromnim pritiskom. Cezar osebno vodi okrepitve tja, kjer je najhuje. Pošlje konjenico, med njimi tudi germanske zaveznike, ki napadajo Galce od zadaj. V ključnem trenutku rimska konjenica prebije galske linije. Napadalci se zlomijo. Galska vojska zunaj utrdbe začne bežati. Rimska konjenica jih zasleduje in pobija. Vercingetorix ostane brez upanja. Naslednji dan skliče zbor. Predlaga, da se bo ubil ali pa da se bo predal, da bi rešil svoje ljudi. Odloči se, da se bo predal. Po rimskemu izročilu pride do Cezarja, odloži orožje in se preda. Tako se je končala bitka za Alezijo.
To ni bila samo zmaga, to je bila dobesedna demonstracija logistike, discipline in inženirskega znanja. Rimljani niso zmagali zato, ker so bili številčno močnejši. V resnici so bili močno v manjšini. Zmagali so zato, ker so bili organizirani, tehnično superiorni in ker je imel Cezar sposobnost izkoristiti vsako prednost ter takoj reagirati na vsako grožnjo. Alezija je pomenila konec organiziranega galskega odpora. Galija je postopoma postala del rimskega sveta. Cezarjeva slava je narasla do te mere, da je kmalu zatem prestopil Rubikon in začel državljansko vojno proti samemu Rimu. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.